Lep pozdrav vsem skupaj, jaz sem Mojca Celin. Danes vam bom predstavila en primer prakse, ki se je zgodila na našem prostoru, in to je seveda trgovina Zofa. To je v bistvu takole izgleda naša trgovina. Zadruga je bila ustanovljena leta 2013, to pomeni, da zdaj delujemo že 6. leto. Nastala je pa kot potreba na tržišču. To pomeni, da bilo je en kup enih oblikovalcev, ki niso imeli lastnega predstavitvenega prostora oziroma lastnega prodajnega prostora, mreže, karkoli, in so čutili to potrebo, da ta prostor konstanten, stalen potrebujejo, in iz tega je pač nastala ideja o enem prostoru. Zelo hitro smo ugotovili, da skupaj si v bistvu močnejši, in iz tega nastala ideja o Zofi. Tako da uporabili smo eno zelo zanimivo obliko, in sicer zadružništvo. Zadružništvo je na našem prostoru tradicionalna in zelo znana oblika združevanja, vendar nikoli ni bila še uporabljena v modi. Zadružniško so se združevale druge panoge, tukaj smo jo pa recimo mogoče celo prvič inovativno poskušali postaviti v modni prostor, v modni koncept. Tako da jaz sem se zadrugi Zofa pridružila 2 leta kasneje, to pomeni 2015, s tem, ko je zadruga 2 leta na tržišču že obstajala. Zdaj, sam princip zadruge je tak, to pomeni, da so vsi oblikovalci, ki so prisotni v tej trgovini, dejansko njeni lastniki. To pomeni, da vsak ima svoj lasten posel, vsak ima svojo organizacijsko obliko, in te oblike so potem združene. Skupno jim je v bistvu prodajno mesto in vse, kar prodajnemu mestu zraven še nujno paše. To pomeni, da vsak oblikovalec ima svojo produkcijo, svoj način oblikovanja, v to se pač ne vtikamo, smo pa ene stvari združili. To pomeni, da imamo skupno prodajno mesto, skupno nabavo stvari, ki jih potrebujemo za trgovino, imamo skupen PR, skupno oglaševanje, ker v bistvu, če dela 10 ljudi, take stvari smo močnejši, kakor če dela samo eden. To pomeni tudi to, da si delo delimo po tem, kateri od članov je v čem najboljši. To pomeni, da pač imamo tudi oblikovalce, ki so grafični dizajnerji, delajo grafični del, imamo oblikovalce, ki so močnejši na PR-ju, prevzamejo PR trgovine, imamo oblikovalce, ki so zelo močni na prodajnem področju, oni pač se ukvarjajo mogoče malo bolj s tem delom. Tako da to je v bistvu ratala ena zelo zanimiva kooperativa, kjer smo ugotovili, da če pač vsak prevzame en segment tega dela, ki ga dejansko drugje opravljajo samo pač eden sam, si lahko močnejši in narediš stvari boljše, bolj profesionalno, širše, recimo zastavljeno. In tako recimo ena od teh stvari je tudi, ka Zofa recimo ima neka taka skupno predstavitev, skupne kampanje, skupaj delamo fotoshootinge, to je recimo eden izmed zadnjih predstavitev jeseni v Zofi. Potem recimo Zofa je leta 2017 odločila, da se bo tudi skupno predstavila na Fashion Weeku, in smo naredili en tak poseben multi-brand izhod, kjer smo v bistvu sestavljali izhode ne po oblikovalcih, ampak v bistvu pač kot trgovina. Tako da izhodi so bili v bistvu namenjeni nekemu potrošniku, da spozna trgovino, da vidi v bistvu, kako funkcionira, kako mi v bistvu kako to delamo. Zdaj, posebnost Zofe je, da so v njej samo slovenski oblikovalci, slovenski oblikovalci oblačil, slovenski oblikovalci modnih dodatkov, nakita, vse je narejeno v Sloveniji, vse je narejeno unikatno, malo serijsko, tako da v bistvu
se ukvarjamo v bistvu zelo lokalno, ne? Pač poskušamo biti platforma lokalnim oblikovalcem. Zdaj, medijsko se izpostavljamo tudi še skozi mogoče kakšne malo bolj drugačne kanale. Zelo velikokrat povabimo znane ljudi, ki čutijo naše oblikovalce, ki jim je všeč naše delo, moda, tako da sodelujemo zelo velikokrat s slovenskimi igralkami, televizijskimi voditeljicami. Mogoče en tak drugačen pristop do mode ali pa se pač poskušamo modo projecirati na drugačne ljudi, ne? Poskušamo najti žensko, ki je Zofa. Ne? Še ena stvar, ki je v Zofi v redu. No, tako da Zofa je v bistvu zelo zanimivo, ker Zofo vi poznate pač kot nekaj, na kar se usedeš, ampak Zofa je kratica, ne? Izhaja iz besed zadruga, oblikovalci, cooperation pa art, ne? In to se v bistvu, to pomeni Zofa, ne? Zdaj, še ena stvar, ki je v Zofi pomembna. Zofa je narejena na način, da lahko vsak dan v njej srečate enega oblikovalca. To pomeni, da vam nudimo to ekskluzivno možnost, da nakup poteka pod vodstvom oblikovalca. To pomeni, da vsak dan imate možnost z nekom se srečati, vas popelje čez kolekcije, vam svetuje, vam naredi lahko styling. To smo mi mislili mogoče, da je to sicer super ideja in da je to krasno in da je to lepo, ampak največji feedback smo dobili dejansko od tujcev, ker ko so oni to ugotovili, da v naši trgovini imajo možnost kupiti stvari, spoznati oblikovalca samega, z njim poklepetati, pač deliti z njim neke izkušnje, njim se je zdela v bistvu to ena taka zelo posebna all-inclusive izkušnja, ne? In smo se mi šele na podlagi tega feedbacka začeli zavedati, koliko je dejansko to pomembno in koliko je to ena dodana vrednost tega prodajnega prostora, ne? Tako da zdaj mi kot Zofa se v bistvu poslužujemo oziroma delujemo tudi na nekih takih zelo komercialnih, zelo trgovinskih predstavitvah, ne? Tako da se pač poskušamo tudi kot trgovina, ne samo kot oblikovalci, prilagajati prostoru in imamo pač posebne akcije, na katere so tudi naši kupci, recimo dovzetni, jih imajo radi in imamo, recimo podaljšujemo čas, imamo late night shopping, tako da pač se poskušamo nekemu uporabniku približati. To seveda vse znotraj tega naredijo naše članice, pomeni, da naredijo styling, naredijo oblikovanje, naredijo grafično podobo, recimo to je spet ena taka Zofa, ima različne tematske dogodke, ki poskušamo modo tudi prikazati na en tak poseben način, zraven pa želimo skozi vse te dogodke dajati pač tudi neka različna stališča, ne? Imamo dogodek z 8. marec, želimo ljudi spomniti, ne? Zakaj 8. marec, kaj pomeni ženskam 8. marec, ne? Zakaj se dobimo ravno na ta dan. Tako poskušamo se pogovarjati tudi o nekih takih družbenih, socialnih temah skozi modo in ob modi, ne? Mi v bistvu potem smo se po 5 letih po 5 letih delovanja smo se mi v bistvu tako malo bolj pogumno lotili ene stvari. Ratali smo ena taka ekipa, malo bolj močna, tako kot sem jaz rekla, jaz sem prišla leta 2015 na povabilo Neli Štrukelj. Zelo, mislim, da v istem času je prišla še Sanja, prišla je Jelena, v bistvu tako, da Zofa se je kar naenkrat zelo izstrelila, se zelo dobro pozicionirala pač na tem področju, precej smo delali tudi na prepoznavanju, na PR-ju in v bistvu so ljudje začutili, da je to eno mesto, kjer se dobro počutijo, kjer se da kupiti dobre stvari, kjer dobiš dober nasvet in da je v bistvu to ena taka počasna moda, ne, kvalitetna, kjer zelo kvalitetno recimo porabiš svoj čas, ti je všeč, se družiš. Tako da lani smo za svoj 5. rojstni dan, ne, za 5. obstoj smo se pač povezali z mestno občino, s Turizmom Ljubljana,
smo naredili en tak zelo luškan projekt in to je bila v bistvu moda v mestu, smo ji rekli. To pomeni, da smo pač modo dali na ulico, da smo povabili svoje stranke, da so v bistvu to razen pač znanih, recimo povabili smo nekatere znane Slovenke, ki so uporabljale, pač uporabnice naše mode, drugače so bile pa to čistko punce z ulice, ki so želele pač se sprehoditi v Zofinih oblačilih in jim je bilo to v bistvu zelo veselje, pa zelo v čast in smo jih v bistvu tako povabili na to praznovanje in smo naredili en tak luškan dogodek. Recimo Zofa ima še eno stvar, mi imamo tudi pop-up kotiček. To pomeni, da kljub temu, da smo mi platforma, ne, zadruge, imamo tudi mesto, kjer damo možnost nekemu mlademu, novemu oblikovalcu, da se lahko predstavi. Ne. Mi mu nudimo prostor, mu nudimo pač opremo, vso logistiko, tako da lahko on maksimalno izkoristi to možnost in je pri nas. Ne. Zdaj še ena stvar, ki bi rada omenila, Zofa se v bistvu zdaj že 2 leti tudi zelo kulturno povezuje z nekaterimi kraji in recimo letos smo imeli eno tako sodelovanje z resortom Big Berry. Ne, to pomeni, da so nas oni povabili in smo mi pač v tem njihovem prekrasnem resortu naredili eno tako inštalacijo, ki smo jo imenovali Esenca mode. To pomeni, da je pač vsak v neko embalažo zapakiral svojo esenco, kaj je njemu esenca njegovega oblikovanja, njegove oblikovalske znamke. In iz tega je ratala ena zelo lepa razstava. Pol imamo tudi recimo še kakšne take akcije, kakor je to, da se povezujemo s sosedi v ulici, v mestni četrti, tako da imeli smo dan križevniškega soseda, ne, to je pač ta okoliš, kjer se Zofa nahaja. S tem, da smo ob tej priliki imeli prav tematsko kolekcijo, ki se jo dalo v Zofi kupiti na temu Ljubljana. Torej pač vsi dizajnerji, ki so v Zofi delujejo, so naredili svoje t-shirte na temu Ljubljana in si jih je dalo kupiti. Ne? Tako da jaz lahko rečem, da je pač Zofa do zdaj kar prepoznavna, da je mogoče lahko celo rečem ena najbolj priljubljenih trgovin. Dobili smo tudi nagrado mestne občine za kvaliteto. Recimo dobili smo tudi še nekaj drugih nagrad. Še ena taka stvar, na katero smo tudi ponosni, je to, da je bila recimo Zofa omenjena v New York Timesu. Tako da pač mi se trudimo, delujemo, razvijamo se, ne, delamo, vabimo nove ljudi. To je to. Hvala.